Srednjeveško večglasje. Gregorijanski koral je od 9. stoletja izhodišče večglasnega petja. Najprej se je razvijala v pevskih šolah in samostanih. Prve oblike večglasja imenujemo organum, kar pomeni spajanje več glasov. Zapišite v delovnih zvezkih, kaj ugotovite na temelju notnega zapisa. Prisluhnite izvajanju zgornjega notnega zapisa. Kako zveni, zapišite. Nos qui vivimus benedicimus Dominum. Ena najbolj znanih angleških pesmi iz druge polovice 13. stoletja je Summer is coming in. Prišlo je poletje. Danes velja, da jo je napisal redovnik John Fonsete. To je prva šestglasna skladba, ki je nastala pred 15. stoletjem, sestavljata pa jo dva kanona, ki ju pojejo sočasno. Prisluhnimo pesmi. Summer is coming in, the sing bloweth sad and bloweth mad and springs the wood anew. Sing how I'm glad that after long lows after kalve Ullen stärket bucke verket myre sing Well fu singes es ringt du naver Summer is coming in, summer is coming in. Frauer sing and bloweth mad and spring the wood anew. Sing good and good, sing good and good. Alla kämpet after long, Ullen stärket bucke verket myre sing verket sorgen sing Well du singes bis wenn du samlast es ringt av naver Summer is coming in, summer is coming in. Summer is coming in, summer is coming in. Sing a song, sing a song, Kadar govorimo o večglasju, govorimo o večjih melodijah hkrati, ki se prepletajo ali tečejo vzporedno. Govorimo o dveh načinih vodenja glasov. Prvi se imenuje polifonija in drugi homofonija. Način vodenja glasov, kjer so vsi glasovi razmeroma enakovredni in se med seboj prepletajo, imenujemo polifonija. Kadar pa glasovi tečejo vzporedno in ima vodilno vlogo le en glas, drugi pa spremljevalno, govorimo o homofoniji. Ali je pesem Summer is coming in homofona ali polifona skladba? Zapišite odgovor v delovni zvezek. Zdaj se bomo pa pesem še naučili prepevati. Summer is coming in, prišlo je poletje.